Drage dame, spoštovani gospodje, videli smo posebna postojila garde Slovenske vojske. Težnja po svobodi je univerzalna. Zapisana je v srcu vsakega človeka na tej zemlji.
Pred 16 leti je šlo za našo svobodo. Za svobodo slovenskega naroda in za svobodo nas posameznikov, da si lahko prosti volimo svojo vero in postavo. Veliko se je moralo zgoditi, da je težnja po svobodi dozorela in se končno udejanjila. O tem se je v zadnjih 16 letih razmeroma malo govorilo. Kot da bi se včasih želel ustvariti vtis, da smo bili Slovenci zgolj sopotniki sprememb v Evropi po padcu Berlinskega zidu in da so vse drugi opravili za nas. To seveda ne drži. Bili smo dejavnik sprememb. Samo tako smo uspeli in samo zato danes Slovenija obstaja kot samostojna država. Samo kot samostojna država se je Slovenija lahko povezala v Evropsko unijo in v NATO. Znižali smo inflacijo in izpolnili pogoje za prevzem evra. Odpravili smo na stotine birokratskih ovir. Posodobili smo pravila za organizacijo gospodarstva. Prvič v zgodovini države smo realno zmanjšali število zaposlenih v administraciji. Učinkovitost javne uprave se je ob tem povečala. V lanskem letu smo dosegli visoko 5,2% gospodarsko rast in zabeležili realno povečanje blaginje. Nobenih zmanjšanj socialnih pravic ni bilo. Plače in pokojnine so realno zrasle. Delež javne porabe v bruto domačem proizvodu se je zmanjšal. Povečala se je dodana vrednost. V začetku tega leta smo kot edina nova članica Evropske unije prevzeli evro. Uveljavljati smo začeli davčno reformo. Prvič v zgodovini Slovenije so se davki občutno znižali, davčni postopki so bili poenostavljeni. Funkcioniranje države v prvem tromesečju tega leta se je pocenilo. Izvoz slovenskega gospodarstva je rekordno narastel. Poslovni optimizem je danes na najvišji točki doslej.